Pred 45 leti je bil pojav izobraževanja starejših zelo zanimiv in nov, da se tudi starejši, tudi po upokojitvi izobražuješ. Mi smo takrat izvedeli iz predavanj profesor Velasa, ki je že ustanovil svoje univerze za tretje življenjsko obdobje v Toulouseu na univerzi, poslušali predavanje in to idejo sem prenesla v Slovenijo. Ko sem predavala skupini profesorjev tujih jezikov, je na koncu predavanja prišla k meni profesor Daša Komac, direktorica Centra za tuje jezike na Vilharjevi, in mi povedali, so oni ravno jeseni začeli s prvim študijskim krožkom francoščine. Ker je kolegica Fint Eisen, Duša, bila na specializaciji poleti, je tudi to idejo prenesla domov. Nekako obe sva prišli iz Francije. Bili smo v Orwellovem letu 1984, ko se je prvih 6 zares težko pridobljenih študentov posedlo ob učne klopi v jezikovnem centru na Vilharjevi cesti v Ljubljani. Od tedaj do danes je prehojena pot Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje dolga. Letos natanko 40 let. No, pri tem sem navdušila precej študentov svojih, seveda, ker sem o tem tudi predavala, vključevala v predavanje kot primer in predavala na terenu. Ana Krajnc je bila moja profesorica, njena predavanja so se mi zmeraj zdela zelo življenjska in takoj sem vedela, da bo tudi mentorica ob moji diplomi. Ker se je tedaj že zelo ukvarjala z nastajanjem univerze tretje življenjsko obdobje, je to postala tudi tema moje naloge. Mi smo imeli veliko sodelavcev že od samega začetka, ker smo prvo leto namenili temu, da bo mreža, za katero se prizadevamo, da bo vse slovenska. Zato smo na Filozofski fakulteti organizirali enoleten študijski program za potencialne mentorje ali potencialne lokalne vodje univerz za tretje življenjsko obdobje. No, ta seminar je bil zelo interesanten in nas je navdušil. Predavali so strokovnjaki iz bivše Jugoslavije, od vsepovsod, gerontologi, psihologi, filozofi in drugi strokovnjaki, in nam predstavili, kako se učijo starejši in kako je v nekaterih deželah to že razvito. Prvič sem slišala za to okrog leta 1984, ker sva se z Dušo Fint Eisen že pogovarjali o tem in tudi zanimalo me je, kako bodo reagirali, in ker je bilo takrat, Duša je začela s francoščino, jaz pa potem s španščino. Bil je to čas, ko se je bilo treba pokoriti družbenim stereotipom o tem, kaj starejši človek sme in česa ne sme. Sme z nogami bingljati sede ob robu bazena, sme skrbeti za vnuke, biti prijazen, biti zlat dedek ali biti zlata babica, nikakor pa se ne sme učiti, če ni raziskovalec ali upokojeni univerzitetni profesor. Takrat sem imel stik z gospod Dušano Fint Eisen, da bi pomagal pri razvijanju univerze za tretje življenjsko obdobje. To je bila na nek način obogatitev, kajti takrat smo v Andragoškem društvu se dogovorili, da bi se univerza pripojila kot sekcija Andragoškega društva Slovenije. To so bila leta, ko smo bili vsi skupaj, študenti, mentori in sodelavci univerze, majhna, pregledna, enakovredna skupnost. Vsi smo se poznali med seboj, sodelovali vsak po svojih močeh in zmožnostih in to nam je vsem dajalo neko vrednost v tej pregledni skupnosti. Razmišljala sem, kako lahko po svojih močeh še
pripomorem. In stopila sem do časopisne hiše Večer, da bi imeli vsak teden rubriko. Večino člankov takrat sem napisala sama, pozneje sem pa pritegnila še druge, ki so sodelovali pri nastanku, predvsem Nives Ličen, ki je tudi pripravila diplomo iz tega, pa seveda Dušana in tudi prvi slušatelji. Skratka, res se mi zdi, da je prav privilegij, da je bilo možno sodelovati. Prvič se spomnim, da se mi je zdelo zelo nenavadno, ker je bila to univerza za tretje življenjsko obdobje. Sem bila takrat relativno mlada. Se mi je zdelo, to bodo zelo starejši. V resnici so bile pa mlade gospe pri 55, recimo. Takrat so še malo prej hodili v pokoj. Navdušene, pripravljene, tako da je vsako uro bilo boljš, ker so mi one dajale tisto energijo. Če te razred podpre, je to velika prednost. Takrat so nastajali ravno že v Velenju, Nina Mijoč, so tudi že imeli prve programe. Čeprav takrat nismo imeli niti prostora za sestajanje društva, niti nobenega denarja. Imeli smo samo znanje, nekaj izkušenj z delom starejših in veliko navdušenja. Na prvem srečanju ponekod so prišli samo 2-3 udeleženci, vendar smo rekli, prihodnjič pripeljite še prijatelje in so jih pripeljali in vsi krožki so stekli in vsako leto se je še dodal kakšen krožek. Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, ki ji mi rečemo Uni3, je prva univerza, ki se je razvila na Primorskem pred več kot 3 desetletji. Njena ustanoviteljica je bila Marija Pergar. Skupaj s kolegicami ji je uspelo organizirati prve 3 krožke. Kasneje so se razvile tudi druge univerze na Primorskem. Med seboj izmenjujemo izkušnje in primere dobrih praks. Mi smo dalje planirali pa to kot slovensko mrežo in kot demokratičnost izobraževanja. Študijske krožke, ljudje se vrnejo v družbo, dobijo nove odnose, nove ideale, novo skupino imajo ob sebi, ne glede na to, kakšno življenje je bilo v tretjem življenjskem obdobju. Letos jeseni bo minilo 29 let, kar sem se prvič vpisala na program predavanj iz umetnostne zgodovine na Ljubljanski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Vpisovala sem se na različne tečaje, kamor me je pač vodila moja radovednost in želja po znanju. Svetovala mi je moja mama, ki je 17 let obiskovala univerzo za tretje življenjsko obdobje. Takrat mi je rekla, ko boš prestopila prag upokojitve, se vpiši na univerzo. Predvsem zaradi tega, ker se v tretjem življenjskem obdobju človek zave, da svoje izzive postavlja sam in jih tudi sam uresničuje in izpelje. V sekciji za tretje življenjsko obdobje smo imeli tudi predsednico, to je bila Jožica Češnovar, in malo zatem gospa Marinka Kremžar. Spomnim se dobro posrečene izjave gospe Marinke Kremžar, ki je rekla, ko se pa tu izobražujem, se pa lahko izobražujem a la carte. Doslej so mi zmeraj drugi naročali, kaj se moram učiti. Z Univerzo za tretje življenjsko obdobje sodelujem že 20 let. V svoji 55-letni karieri poučevanja mi je tukaj najbolj všeč. Tukaj se lahko učite skoraj da česarkoli, kar si izmislite. Ne smemo pa pozabiti, da je to strašno pomembno tudi za tiste, ki učijo, ker se pri tem izpopolnjujejo, napredujejo in tukaj imamo veliko število strokovnjakov, znanstvenikov, ki se pri tem usposablja. Pred 23 leti, takrat, ko sem to delo začel, sem pravzaprav samo zamenjal auditorij, ampak
Hitro smo se drug drugega navadili. Najprej je bila ena študijska skupina, čez 2 leti je prišla že druga in čez 2 leti še tretja. Tako da me je takrat po tretji skupini čakalo vsak mesec, vsaj v toplem delu leta, tudi 3 ekskurzije. Bi rekel predvsem, da je to za mene učenje na obeh straneh. To ni učenje samo, kjer bi jaz nekaj predajal starejšim. In zelo dragocen vidik teh naših druženj oziroma aktivnosti je zame to, da takrat, ko jaz podajam neke informacije oziroma znanje, potem iščem pri udeleženkah in udeležencih povratno informacijo. Izobraževanje odraslih je pomemben most med generacijami, ki znajo, in med tistimi, ki želijo znati. In vendar na srečo to ni starostno pogojeno. Niso zgolj mladi tisti, ki predajajo svoje znanje starejšim, pač pa tudi obratno, saj imajo starejši prebivalci ogromno življenjskih izkušenj in znanj, ki jih lahko prenašajo na mlajše. In ravno univerze za tretje življenjsko obdobje temeljijo na tej medgeneracijski simbiozi, na povezovanju generacij. Vpisala sem se v tečaj Trgi, ulice in stavbe okoli nas, ki ga je vodila arhitektka Meta Kutin. Univerzi sem se pridružila kmalu po diplomi na Fakultete za arhitekturo in razvoj skupine je skozi teh 13 let raziskovalnega učenja privedel do tega, da smo prišli od tega, da razpravljamo, raziskujemo zgodovino in teorijo našega mesta, smo prišli v to, da pravzaprav raziskujemo sebe v urbanem prostoru. Vodim keramiko na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 30 let. Namen izdelovanja naših izdelkov ni, da ti izdelki stojijo nekje na policah, ampak da se pojavljajo v javnem prostoru. To pomeni, da skoraj vsako leto pripravimo samostojno razstavo slušateljev. Novinarski študijski krožek pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje je pravzaprav stalnica. V 16 letih so študentke in študentje te novinarske študijske skupine objavili več kot 500 različnih prispevkov in prav toliko fotografij. Skupaj so napisale tudi knjižico Kruh skozi čas, ki je bila prevedena v angleščino. Poleg tega je ena od študentk napisala 2 knjigi in jih objavila. Potem pa moram reči, da so se prav na univerzi odprla vrata tudi še za druge zanimiva dela, kajti postala sem tudi prostovoljka, članica skupine za zagovorništvo, sodelovala sem v različnih mednarodnih projektih, bila sem tudi na številnih tečajih, kjer sem obnavljala svoje znanje in pa pridobivala novo znanje. Takrat je mesto Ljubljana začelo obnavljati Poljansko in mi smo to spremljali, ker smo hodili na predavanja na našo lokacijo. Pri tem projektu smo raziskovali zgodovino, katere stavbe so bile, kaj se je dogajalo tukaj, tako naprej in na koncu, kaj bi želeli, da bi po prenovi ulica nudila svojim prebivalcem in na kakšen način bi naredila bivanje na tej ulici bolj prijazno. Spoznali smo, da pravzaprav lahko danes naši študentje s svojim delom pomagajo tistim, ki dejansko odločajo o prostoru in ki so njihove odločitve boljše. Tukaj gre za skušanje vplivanja na družbo in državo, da opazijo, da starejši občani nismo obravnavani popolnoma tako, kot bi bilo prav in koristno. Imela sem 4 skupine, 2 angleški in 2 nemški. Potem pa je prišla korona in vse razdrla. Kupila sem nov računalnik. Lep pozdrav vsem skupaj. Se udeležila delavnic za Zoom in smo le nekako prebrodili to obdobje. Potem pa smo se zopet veselo srečali v učilnici in kazal se je velik napredek tudi pri slušateljih. Skupaj s študentkami obiskujemo tudi prireditve in ustanove, ki so sicer za javnost zaprte.
2-krat smo obiskali tudi Državni zbor, poslušali razpravo in potem smo se s poslanci družili. Študentke pišejo za različne medije, predvsem za Vzajemnost in za Jano. Naša oddaja Storž na prvem programu Radia Slovenija skuša na pozitiven način predstaviti obdobje upokojitve. Že vsa leta z univerze prihajajo sogovorniki, tako študentje kot tudi mentori, predstavljajo študijske skupine, vsebine, način dela in jih povabijo na univerzo za 3. življenjsko obdobje. To, da k nam hodijo starejši študentje, ki se zanimajo, ki imajo visoko motivacijo za nova znanja, za izobraževanje, za socialno vključenost, to je nekaj, kar človeka napolni z neizmerno srečo. Univerza, prosim. Ker to, da jaz tukaj sedim in pomagam, da izberejo pravo dejavnost, pravo študijsko skupino, to je res lepa služba. Mislim, da je zelo pomembno, da danes imamo v naši mreži, ki je zelo razvita, lahko rečemo, imamo 55 lokalnih občinskih univerz za 3. življenjsko obdobje. In po moji oceni smo v tem kar nekako prvi ali pa vodilni v Evropi. Mislim, da nobena druga država ni dosegla takega razvoja na tem področju kot Slovenija. Univerza je danes velika organizacija z več tisoč študenti, z razdeljenimi vlogami, z razvejanimi dejavnostmi. In če strnem, bi predvsem izpostavila, da so bila to leta nenehnega učenja. Vsaka situacija je bila za nas nova, iskali smo nove rešitve, se sproti učili. Od ustanovitve Slovenske univerze za 3. življenjsko obdobje dalje starejši niso več le babice in detki. So tudi študenti in študentke, mentori in mentorice, prostovoljci in prostovoljke, udeleženci in udeleženke konferenc. In še bi lahko naštevali. Danes šteje naša Unitri 400 članov, sodelujemo tudi z univerzami v sosednji Italiji, predvsem s Krminom in Gorico, pa tudi Trstom. V drugi vlogi sem pa od vsega začetka kot študentka. Udeleževala sem se različnih skupin in poslušala različne tematike, psihologija, medosebni odnosi, španščina, retorika, glasba in sedaj nazadnje stara verstva in religije. Takrat nas je vodil entuziazem, veselje in vse, kar delaš za starejše, delaš tudi za svojo prihodnost. Vse to se mi vrača in me plemeniti. Pravijo, da
naši študentje s tem, ko obiskujejo univerzo tretje življenjsko obdobje, da je to za njih način življenja. Vem pa po svoji izkušnji, da v bistvu enako pomeni tudi za nas mentorje. Jaz sem sam se ves čas učil, v teh 23 letih se je marsikaj spremenilo. Treba je bilo od začetka skenirati, pa potem imeti na papirju. Danes vse to lahko preko kamere pokažeš na platno. In to tudi je profit tega obdobja. Človek res spozna, da je to obdobje lahko zelo polno, bogato, plodno. Skratka, res lahko zaživi človek nekaj povsem drugega, kar je počel prej. Vse moje zdajšnje in bivše študentke in študentje postanejo z leti izvrstni novinarji in fotografi. Na ta način stopijo na eno čist novo drugo pot, ki jih osrečuje, saj vidijo, da lahko pravzaprav z majhnimi koraki spreminjajo svet. Univerza nam pomaga, da se soočamo s spremembami v družbi, da se spoznamo, informiramo in predvsem v tem digitalnem svetu, ki nas danes obdaja in se včasih marsikdo v njem počuti silno negotovega. Univerza za tretje življenjsko obdobje je, po mojem mnenju, po mojih izkušnjah, nekaj velikega, lepega, pomembnega. Vse to moje sodelovanje z univerzo je na nek način osmislilo moje tretje življenjsko obdobje. Upam, da bom še zmogla nekaj časa sodelovati in ohranjati stike in prijateljstva, ki so se ta čas razvila. Predvsem, kar je pa zelo lepo, je to, da se vzpostavljajo med slušatelji tudi zelo, zelo lepi prijateljski odnosi, da se družimo tudi po naših tečajih. Dejavno staranje je privilegij, je ponos, za katerega želimo, da je viden. Naš moto je: nikoli ni prepozno. Danes gledam na to obdobje kot zelo plodno in koristno. Ne predstavljam si, da bi bil brez tega dela. Skratka, vesela sem, da sem tukaj in da sem na stara leta del te lepe zgodbe. V univerzi pa seveda vse čestitke za vsa ta leta uspešnega dela. V čast mi je, da sem lahko tukaj, da spremljam vse te lepe zgodbe in da sem delček tega mozaika tretje univerze. Predvsem pa je bila vedno prisotna velika odgovornost do področja, do ljudi. In ta odgovornost in zavezanost ostajata enako trdni in enako veliki tudi dan danes. Svet se zelo spreminja, tehnologija, kot vidite, izobraževalna se zelo spreminja in gremo z razvojem naprej. Danes starejši lahko upravljamo plačano delo, pišemo in objavljamo knjige, raziskujemo, svetujemo, snemamo filme, postavljamo razstave, sodelujemo v evropskih projektih. Dovoljeno in omogočeno nam je marsikaj. Ja, koliko sprememb, koliko spremenjenih miselnih konceptov na tej poti. In pot je bila dolga, polna uspehov, pa tudi porazov. Bila je, kako naj rečem, bila je takšna, kot je življenje samo.